Potovanje z letali je zadnje leta prava loterija. Stalno neke zamude, seveda zamude pomenijo tudi zamude povezanih letov in pa pogosto tudi celo prenočevanje v kakšnih hotelih. Letos se je recimo dvakrat že zgodilo to, da ni bilo tiste ekipe, pride pobirati kovčke iz letala. Enkrat se je celo pripetilo, da so nas z avtobusom pripeljali direktno do letala, potem pa je avtobus obrnil in nas peljal nazaj na terminal. Razlog pa je bil, da je manjkalo kabinsko osebje, vključno s pilotom. Tako sem se jeseni končno odločil, da poiščem alternativo po tirih. In to je zdaj moja tretja pot po Evropi z vlakom. Zato si zdaj že upam posneti ta povzetek in v njem povedati ugotovitev, da tudi sam nisem verjel, da je možno potovati iz Ljubljane v Hanover, zamenjati 4 vlake in vsi ti 4 vlaki pripeljajo in odpeljajo do minute natančno. Ampak seveda ni vse tako perfektno, predlagam, da se udobno namestimo, tako kot se lahko udobno namestimo tukaj na vlaku in pa da gremo zdaj skupaj na pot. Za prvo pot sem izbral vlak iz Torina do tržaškega letališča, torej pot, ki bi z avtom po tisti res dolgočasni Padski nižini trajala dobrih 5 ur in bi stala 82 evrov. Izredno udoben in tih, hitri vlak pa stane 70 evrov in pelje slabe 4 ure. Ampak bil je petek 13. Pri Milanu je iztiril tovorni vlak, vanj se je zaletel potniški, k sreči ni bilo žrtev, ampak nastal je prometni zamašek. Po mojem mnenju so ta prometni zamašek Italijani vzorno odmašili. Številne vlake so preusmerili v Milano, pa nam je osebje s tablicami v rokah proaktivno našlo nadomestne povezave že kar med čakanjem v vrsti na uradno okence. Torej, domov sem spet prišel z zamudo, tako kot z letalom, ampak ko sem videl posnetke nesreče, sem bil vesel, da sem prišel. No, nekaj dni pozneje sem si privoščil pot številko 2. Šel sem iz Ljubljane v Hanover, to je bila tista pot, ki sem jo opravil do minute natančno. Začela se je pot v Ljubljani ob 5:23 na vlaku za Beljak. V Beljak smo prišli točno in moja skrb, da bo 9 minut premalo za prestop na vlak za Salzburg, se je razblinila. Naslednja moja skrb pa je bila načrtovano popravilo tirov pri Bad Gottsteinu v avstrijskih hribih. Sprevodnica me je takoj pomirila, mi je rekla, vse je ukalkulirano, vse bo v redu. In res, pride ta odsek, gremo dol, avtobusi čakajo, prepeljajo in tako kot je rekla sprevodnica, smo v Salzburg prišli on time. Prestopim na vlak za München, v Münchnu ista zgodba, brez zapletov, prestopim na vlak do Hanovra. No, na poti proti Hanovru pa sem si potem privoščil tudi eno prednost vlaka pred avtomobilom. Namreč ob kosilu sem spil pivo z alkoholom. V Hanover sem torej prišel ob 16:33 po 11 urah in 10 minutah. Za občutek, če bi lahko vozil brez postankov, bi teh 1047 km z avtom v teoriji prepeljal 1 uro hitreje. V praksi pa bi zagotovo vozil dalj časa, ker bi se pač utrudil, pa kakšen zastoj bi bil in tako naprej. Jaz pa sem na vlaku užival, spal, bral, brskal po spletu, pisal, celo en sestanek sem imel. In pot je stala 71 evrov, torej okoli 30 evrov ceneje, kot bi bila z avtomobilom. Kaj pa pot nazaj? No, prenočil sem v letališkem hotelu in seveda sem šel iz letališča do glavne postaje z vlakom, ne pa s taksijem, naprimer. Ampak vlak kar stoji in stoji in stoji, mi pa kar čakamo. Na to pa po 45 minutah pride obvestilo, da vlak ne bo odpeljal, da tiri niso primerni in da naj gremo na avtobus. In tukaj pa so Nemci pogrnili na izpitu, namreč nikjer nobenega osebja, nobene informacije. In potem se nas je nabrala mednarodna druščina iz Tajvana, iz Južne Afrike, tudi vmes je bila Lufthansina stevardesa. Skupaj smo potem poiskali tisti avtobus, našli neko postajo. Voznik avtobusa je potem rekel, ne, jaz nisem ta pravi, ampak lahko vas zapeljem do enega mesta, tam boste pa šli na tramvaj. No in seveda potem se je to prej zgodilo, cel tisti vlak se nas je spravil na avtobus, seveda se je takoj nabrala gneča, ampak potem vendarle smo nekako prišli do glavne železniške postaje. Zgovoren je bil odziv uradnika za stike s potniki na okencu nemških železnic in rekel je,
ta Straßenbahn. Ves čas neki problemi. Ampak no, dobim novo povezavo, pravzaprav še skoraj bolj udobno z enourno pauzo za kosilo v Münchnu. In tudi do Salzburga sem prispel udobno, brez težav. Tam pa takrat je svojo rušilno moč pokazala Donava. Na tistih obvestilnih televizorjih so kar naenkrat začela padati obvestila o odpovedi vlakov. Bolj ali manj vsi vlaki po Avstriji so bili odpovedani, da je moj vlak proti Beljaku dejansko speljal, sem pravzaprav lahko si rekel, da je to sreča v nesreči. In tudi sprovodnik na vlaku je že rekel, ne boste prišli, tukaj imate voucher za hotel v Beljaku. Torej, domov nisem prišel pravočasno isti dan, ampak sem pa dobil novo izkušnjo, torej nočni ogled lepega, čudovitega Beljaka. Za mojo tretjo pot po Evropi z vlakom sem izbral nočni vlak. V Ljubljani sem se usedel zvečer ob 10 na hrvaški vlak, ki je iz Zagreba direktno v Stuttgart, in v Stuttgart sem se zjutraj pripeljal spočit, naspan, pripravljen za snemanje na Mercedesovi predstavitvi. Nočna vožnja z vlakom stane od 30 € na klasičnem sedežu, postelja v skupni kabini stane 70 €, lastna soba pa 160 € v eno smer. Skupno torej še vedno ceneje kot letalo, ki pa za to relacijo in pa moj urnik tiste predstavitve niti ni ponujala dobrih povezav, torej bi enako kot če bi šel z avtomobilom moral žrtvovati še en dan, v mojem primeru nedeljo z družino. Zdaj, kaj sem se na teh poteh naučil? No, to, da je smiselno, da s potovanji z vlakom nadaljujem, da pa seveda žal ne morem z vlakom nadomestiti vseh poti z letalom, pač preprosto z vlakom včasih traja pot predolgo. Zdaj seveda odgovorno od nas in od držav na splošno pa tudi je, vse te kratke letalske povezave nadomestimo z vlakom. Namreč, če letalo leti iz Gradca na Dunaj, no, to pač res ni ekološko. Klicaj. Naučil sem se tudi to, da je včasih smiselno pogledati, katera linija je zanesljiva, pa katera ne. Jaz sem recimo v tem primeru kar poklical na železniško postajo v Ljubljani in so mi potem tiste gospe tam, ki prodajajo karte, povedale, ja, to je smiselno, to je varno, tisto linijo pa raje še pustite, tam se vedno neke težave pojavljajo. Povedala so mi tudi, da je pri njih včasih kakšna karta celo cenejša, kot pa če bi jo recimo kupil preko spleta. Seveda, lahko se vprašamo tudi, a vlak lahko nadomesti avto. Zdaj, v nekaterih primerih, recimo tako kot na tej poti v Stuttgart, je vlak definitivno zmagovalec. Seveda pa je lahko druga situacija, če bi nas recimo z avtomobilom potovalo več. Seveda, zabava je bila tudi glavno vodilo moje poti, ko sva s sinom potovala na sever Nemčije z Volkswagenom in ID bazom, v katerem sva tudi kampirala in spala. Zdaj predlagam, da za vaš naslednji klip izberete prav to zgodbo, da jo kliknite in pogledate. Jaz pa, če mi dovolite, bi šel zdaj v tem spalnem vlaku spat. Torej, do prihodnjič, lahko noč.